Jelena, pozdravljena. Živijo. Kako nam lahko indijski trpotec ali pa neko drugo prehransko dopolnilo pomaga pri izboljševanju stanja našega črevesja? Zakaj je to koristno in kako lahko to uporabljamo? V bistvu indijski trpotec predvsem priporočamo tistim, ki mogoče nimajo najbolj idealne prehrane, premalo vlaknin pojejo, premalo sadja, zelenjave, polnovrednih žit in stročnic. Zaradi tega, ker na tak način izboljšajo stanje, ali če imamo težave z drisko, ali če imamo težave z zaprtjem, deluje tako adaptogeno in pomaga pri enih pa pri drugih težavah. Edina stvar, tukaj moramo res paziti, da nismo slučajno alergični na indijski trpotec, ker se tudi zna zgoditi. Vse to je redko, kako se to lahko ugotovi? Redko, ampak recimo, če imamo kakršnekoli znake, kot so, bolečine v prsih, bruhanje, pa take stvari, klasična alergijska reakcija. Tukaj moramo samo na to paziti, drugače ne začnemo z veliko količino, začnemo z eno čajno žličko, potem čez nekaj časa nadaljujemo, ena jušna žlica bi bila dovolj, da nekako tako uravnava določene težave. Poleg tega pa lahko za črevesje in za regeneracijo črevesja, poleg probiotikov, o katerih sva govorila, lahko uporabljamo recimo aloe vero, ki je fantastična za regeneracijo sluznic, lahko uporabljamo različne tele zelene rastlince, ječmenova, pšenična trava, spirulina, klorela, moringa je tudi zelo dobro prehransko dopolnilo, in tako naprej je kar nekaj teh dodatkov, ki jih lahko uporabljamo. Baobab, recimo, eno tako fantastična stvar za boljše stanje v črevesju, tudi za regeneracijo, tudi za boljše delovanje imunskega sistema. Zdaj v tem času ga odlično uporabljate, ker vsebuje veliko C vitamina, veliko antioksidantov in je zelo okusen tudi za pripravo, recimo tudi kot kakšna limonada, recimo iz baobaba. Tako, ja, baobab. Ali se dodaja v smutije, ali v kakšne kaše, ki jih naredimo doma, je odlično živilo tudi za črevesje. Sicer pa indijski trpotec pogosto povezujejo z shujšanjem. Tako, ja. Kakšno uporabo in kakšno doziranje svetuješ v tem primeru? V bistvu pri hujšanju je tako, da spet se vračamo na način prehranjevanja. Če v bistvu ne jemo dosti polnovredne hrane, takrat ne jemo dosti vlaknin in avtomatsko telo nenehno išče nove nutriente in išče, da nekako zapolnimo tudi ta kalorijski vnos. Če pojemo indijski trpotec, tam je zelo veliko vlaknin, tam nekje tudi do 80% samega trpotca so čiste vlaknine, kar zapolni tudi naš želodec in potem tudi pomaga pri črevesju, če želimo tako spraviti ven iz sebe te odpadke, ki nastanejo pri procesu prebavljanja in presnavljanja. Kar se tiče količin, enako je recimo tudi, če želimo uporabljati indijski trpotec za razstrupljanje recimo ali razkisanje, uravnavo, kakršnokoli, začnemo spet z majhno količino, lahko se pol, če tudi naše telo prenese, uporablja 1 do 2 jušni žlici na dan. V kombinaciji z vodo ali z nekim drugim? V kombinaciji z vodo, lahko se tudi v kakšen sveže stisnjen zelenjavni sok umeša. Tam 30 gramov, ne več kot 30 gramov, ne smemo več kot to zaužiti. Odvisno pravimo od vsakega posameznika dnevno. Hvala lepa.